Danes v Pomurskem dnevniku. 101. redna seja vlade. Z oldtimerji do Istanbula. Pretekmo z aluminijem. Nogometašice Mure na prvakinje. Jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na zadnji seji se je vlada seznanila z izhodišči pokojninske reforme in potrdila izhodišče za spremembe sistema invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter potrdila podlage za začetna usklajevanja s socialnimi partnerji. Sprejela pa je tudi obrambno, vojaško in strategijo civilne obrambe Republike Slovenije. Podpredsednik vlade je tudi tokrat po 101. redni seji vlade sporočil, o čem je bilo govora. Za začetek je javno seznanil s pokojninskimi spremembami oziroma reformami. Pod točko interno smo danes obravnavali izhodišča in tudi imenovali ustrezno usklajevalno skupino, ki bo v luči obuditve Ekonomsko-socialnega sveta z ožjo skupino Ekonomsko-socialnega sveta uskladil dokončno stališča, ki bodo obravnavana potem na Ekonomsko-socialnem svetu. In sicer koalicija se je zavezala, da bomo najprej sprejeli izhodišča, ta izhodišča predstavili Ekonomsko-socialnem svetu in potem začeli pripravljati ustrezno zakonodajno gradivo, ali so zakoni ali podzakonski akti. Edino, kar lahko v tem trenutku povem, je to, da se bo v luči pokojninske reforme delovna doba ne bo spreminjala. Na seji pa je bilo govora tudi na temo poplav. Potrdili so namreč seznam stavb za odstranitev v občini Ljubno in Luče. Odločitev, da se nekdo mora seliti, je vedno težka, zato tudi takšna odločitev ni bila sprejeta z lahkoto. Lahko pa povem, da temelji na strokovnih ocenah in seveda z enim namenom zagotoviti varnost ljudi. Tu gre v prvi fazi za 20 objektov. Država bo lastnikom celoti povrnila ocenjeno vrednost, pri čemer daje ljudem možnost izbire, ali se odločijo glede izplačila odškodnine, ali se odločijo za nadomestno gradnjo, ali pa država od njih odkupi drugo nepremičnino. Moram povedati, da so lastniki s tem seveda tudi seznanjeni in sklep o naslednjih 17 domov bo obravnavana v mesecu maju. Vlada pa je izdala odlok o odločitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne v mestni občini Celje. In sicer območje Stare Cinkarne v Celju je trenutno seveda opuščeno in degradirano zaradi pretekle industrijske dejavnosti, kot je seveda nam znano. Zato je želja vlade, da ugrizne v to kislo jabolko in lahko rečem na nek način tudi zgodovinski dogodek, da bomo ta prostor tudi začeli sanacijo in sprejemam tudi določenih prostorskih aktov in tudi v bodoče namenili sredstva za sanacijo tega območja. Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrstila tudi nov projekt zmanjševanja energetske revščine. Namen je, da bi preko razpisa dodelili spodbude 200 družinam, ki se bodo odločile za nakup ali gradnjo stavbe z nizko porabo energije in učinkovito rabo deževnice. Na voljo bo tudi 22,5 milijonov za soočanje z energetsko revščino. Spodbude bodo tudi namenjene temu, da si gospodinjstva z majhnimi prihodki pridobijo varčnejše vire energije. Pet Prekmurcev strastnih oldtimer motoristov se je minuli petek odpravilo na motoristično turo v Turčijo. Zaupali so nam, kdaj so začeli s turo in kje so etape. Simon Kojek, Janko Farič, Jože Varga, Andrej Cipot in Koloman Balajc so Prekmurci, katerih največja strast so starodobni motorji.
Peterica oldtimerskih pajdašev in avaturistov po duši se je tudi letos odločila, da se bo s starimi motorji ponovno podala novim dogodivščinam nasproti. Lansko leto so v času prvomajskih praznikov v 8 dneh prevozili vse republike nekdanje Jugoslavije. Minuli petek zgodaj zjutraj pa so se podali na 10-dnevno potovanje v turški Istanbul. Glavni namen potovanja je prečkanje Evrazijskega mostu, ki povezuje evropsko in azijsko celino. Po lanski uvodni turi se to leto pripravljamo za Istanbul, da prečkamo Bosforsko užino, da zapustimo Evropo, da se podamo en del po Aziji. To je bil cilj za to leto. Lanska vožnja po državi bivše Jugoslavije je bila uvodna, da vidimo kaj smo zmožni, kaj so motorji zmožni. To leto smo se pa odločili, oziroma ideja je že dlje časa bila, da bi šli do Istanbula, da bi prečkali most, zapustili Evropo pogledali od zadaj, šli v Azijo. Celotno pot dolgo okoli 3300 km bodo prevozili v 10 dneh. V spremljevalnem vozilu pa jih spremljata Aleš Car in Matilda Farič. To leto je za 1000 km daljša pot, lani je bila 2200 km, to leto je okoli 3200, oziroma kakšen kilometer še več. Podajamo se pa to leto preko Madžarske, Srbija, Vojvodina, Bolgarija, do Turčija, Istanbula. Potem pa smo 2 noči tam, ko se malo odpočijamo, pa gremo nazaj preko Grčija, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška domov. Potovanje pa bo torej trajalo vse do 4. maja. Mura pa se danes meri z zadnje uvrščenim Aluminijem iz Kidričevega. Tekma pa se je že začela ob 17:30 uri. Zaenkrat pa si poglejmo, kaj je pred tekmo povedal trener črno-belih Anton Žlogar. Anton Žlogar, jutri nova tekma, tokrat proti Aluminijevu prvenstvu. Kako zdaj fante nekako psihično pripraviti za to tekmo? Koliko bo tudi morda utrujenosti prisotne? Ne, sigurno nas čaka težka tekma, predvsem z psihološkega vidika. Kakorkoli, želeli smo si uvrstiti v finale, 11 metrov, ki pač nam niso bile naklonjene in ja, do konca so še 4 tekme. Naš cilj mora biti, da osvojimo čim več točk iz teh tekem. Konec koncev smo vsi profesionalci in naša dolžnost je, da damo do zadnjega kola vse od sebe in potem potegnemo črto čez celotno sezono. Koliko lahko te tekme zdaj služijo še tudi temu, da vidite, na koga lahko resno računate morda v prihodnji sezoni? Dobro, jaz mislim, da večina nogometašev je dobila priložnost, do konca so še 4 tekme, odločili se bomo, rekel, glede na to, kdo je v najboljši formi in dolžnost vsakega je, da čim boljše trenira in potem da maksimum na tekmi. Kakšno tekmo gre pričakovati jutri? Sigurno težko tekmo, kot sem rekel, psihološko za nas težka, ampak pomembna in jaz verjamem, da se bodo fanti uspeli toliko resetirati in povrniti energije, da bomo jutri odigrali dobro tekmo. Nogometašice Mura Nona so zmago proti ljubljanski Olimpiji znova potrdile naslov državnih prvakinj v ženski nogometni ligi. Nogometašice Mure Nona so 11. v zgodovini postale državne prvakinje. V 21. krogu so v gosteh premagale Ljubljano z 1:0. Zdaj imajo na lestvici 55 točk oziroma nedosegljivih 14 več od ljubljanske Olimpije. Sobočanke so v Ljubljano prišle po naslov. Domača ekipa pa je sicer v zadnjem obdobju kazala dobro formo in zmagala 6-krat na zadnjih 8 tekmah, toda Mura Nona je v domačem prvenstvu še vedno razred zase. Mura Nona, ki jo 23. maja proti istemu tekmecu čaka še finale pokalnega tekmovanja, je povedla v 32. minuti, ko je proti napadu naučila Špela Kolbl. Kot se je izkazalo, je bil to tudi končni izid tekme. Dekletom pa za nov izjemen uspeh iskreno čestitamo. Preverimo še, kakšna je vremenska napoved. Danes je bil v naših krajih pretežno jasen dan.
V Murski Soboti, Radencih in v Lendavi je bilo opoldne namerjenih 18, v Krajinskem parku Goričko pa 20 stopinj Celzija. Jutri bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem do 28 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale med 7 in 8, podnevi od 24 do 25 stopinj. V sredo bo sprva še po večini sončno. Popoldne se bo oblačnost od zahoda povečala, začele se bodo pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte. V četrtek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 8 in 12, čez dan od 16 do 23 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.